Hvala za besedo. Pozdravljam vas v imenu Mestne občine Ljubljana. Vedno je prijetno priti v vašo družbo, tako vsakič, tudi tokrat vas videti zbrane, virtualno, pa vendar. Najprej bi rad čestital članici vašega društva in moji dragi kolegici, prostorski planirki Jelki Hudoklin za platinasti svinčnik, ki ga je nedavno podelila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, tako tudi Maji Simoneti, ki je dobila častno članstvo. Bravo, punce. Nagrado je podelila naša strokovna zbornica, katere naloga je predvsem zagotavljanje opravilne sposobnosti članov in članic za izvedbo projektantskih storitev, hkrati pa zagotavljanje ustreznega plačila za opravljeno delo. Delo akademske sfere, ki podeljuje strokovne nazive, ki legitimirajo posameznika za opravljene storitve, pa je poskrbeti, da posameznikom, ki osebno odgovarjajo za kakovostno izvedbo storitve, zagotovi ustrezna znanja, vsaj za začetek karierne poti. Nagrada je podeljena posameznicam, prostorskim planirkam, krajinskim arhitektkam. Bravo obema, bravo Maja, bravo Jelka. Tema letošnjega srečanja je pravočasna in aktualna. Čas zaprtja sveta od marca do julija je pokazal, da je svet lahko drugačen, vsaj v odnosu do narave, okolja in v medčloveških odnosih. Gospodarstvo in kultura sta najbolj izrazito trpeli, vendar se je pokazalo, da so drugi subsistemi zacveteli. Socialna omrežja so polnili klici, predvsem po vrnitvi k ustaljenim tirnicam, češ naj bo kmalu tako, da bo kmalu konec tega, da bo vse tako, kot je bilo prej. Drugi smo takšen klic zavrnili, smo rekli, zakaj ne bi bilo drugače, zares, zakaj ne bi bilo drugače. Mi imeli smo priložnost, oziroma imamo jo, videli smo, kam svet gre in verjetno je treba to smer obrniti ali pa spremeniti. Opažamo, da bo zares verjetno drugače. V dogodkih od poletja do jeseni smo opazili, da se potek dogodkov res spreminja, vendar verjetno ne tako, kot bi lahko bil. Slednje delo, torej sprememba na drugače, zahteva bistveno večji napor. In tle je odgovor dejansko v transdisciplinarni inovativnosti, raje kot v akademski izključnosti, saj kompleksna vprašanja vedno zahtevajo kompleksne odgovore. Ali pa, kakor je Umberto Eco v Foucaultovem Nihalu enkrat napisal, v bistvu šaljivo, obstajajo preprosti odgovori na kompleksna vprašanja. Vsi so napačni. Torej, tako ne. Ob tej optimistični predpostavki imamo osnovno vrednostne predpostavke drugačnosti že napisane. So v milenijskih ciljih in ciljih trajnostnega razvoja, nazadnje zapisanih v deklaraciji iz Kita na dogodku Habitat 3. Torej, kaj je ta vrednosti sestav, točno vemo. Tudi moja predgovornica je omenila, kateri so to cilji oziroma kam bi bilo treba priti. V tem trenutku, se pravi po tej koroni oziroma v tem času drugega vala, se pa človek vpraša, kako je potem mogoče, da se ob tem porajajo zamisli, predvsem v sferah odločevalcev, o dajanju prednosti samo določenim javnim koristim, na primer energetike pred okoljem, gospodarstvu pred družbeno pravičnostjo in podobno. Vprašam se, ali ni dajanje prednosti eni koristi in drugo posledice napake v pristopu, ali tle ne gre za dejansko izključevanje neke celovitosti, kateri smo stremeli oziroma katero imamo še vedno napisano tudi v vizijah našega razvoja in v naših prostorskih planskih dokumentov. Zakaj ne bi raje spremenili odgovor na neko strateško vprašanje oziroma konkretno projektni cilj, da bi dosegli čim več celovitih vrednostnih učinkov, ne pa da ne zanemarjamo ene na račun druge oziroma da zapostavimo nekaj, kar je sigurno v špici vrednostnih predpostavk, bomo rekli, sodobne civilizacije in družbe danes. Ko govorimo seveda o podnebnih ciljih ali pa o podnebni krizi, seveda govorimo o transnacionalnem in celovitem pristopu. Ni izključevanja. Dejansko je treba delovati celovito, z drugačnimi rešitvami, morda tehnološko drugače, predvsem pa na ravni odločanja je treba spremeniti politično kulturo.
Pretekle pozitivne premike v družbi, ki smo jih že dosegali. Če sam spomnim, da je Mestna občina Ljubljana dobitnica prestižne evropske nagrade, Evropska zelena prestolnica leta 2016, ki je dejansko nagrada za neka pretekla prizadevanja in za v bistvu odlično načrtovanje, pa ne samo to, tudi za odlično upravljanje in odlično izvedbo. Nekatere cilje smo dosegli, nekatere še ne bomo, upam. Torej, če mi s to politično ošabnostjo ustavimo ali bistveno spremenimo sfer gibanja, v bistvu zanemarjamo tudi pretekle učinke. Morda smo bliže na neki vzhodni krivulji proti globalnim vrednostnim ciljem ali pa globalnim vrednostnim predpostavkam. Zakaj bi to zdaj spreminjali? Saj ni potrebe. Korona ni taka huda reč. To bomo prej ali slej premagali, ampak smer eno je treba ohranjati. Zdaj, jaz ne bom govoril o projektih, ki jih je Mestna občina Ljubljana dobro izvedla, to bojo govorniki za mano izpostavili, tako da ne bom kratil čas s tem. O tem, kaj je bilo narejeno, oziroma kaj še ne bo narejeno, oziroma kaj bi lahko bilo tudi boljše narejeno, bodo povedali govorniki za mano. Če zaključim sam to uvodni nagovor, mislim, da je največja družbena odgovornost naših strok, ki smo neposredno vpeti v urejanje prostora, torej načrtovanje in upravljanje, zelo velika. In za doseganje teh trajnostnih ciljev smo dejansko poklicani. Jaz mislim, da ne smemo popuščati, dragi kolegi, tudi vi ne popuščajte. Hvala lepa.